usposabljanje čete je sestavljeno iz več faz, večjih ciklov. Začeli smo z fazo individualnega usposabljanja, nadaljujemo z fazo oddelčnih usposabljanj in preverjanj. To je naslednja stopnja, ki nas čaka, na to preverjanje vodov in pa na koncu preverjanje čete z doseganjem končne operativne zmogljivosti, predvidoma 25. marca. Z aprilom pošiljamo na Kosovo samo eno četo, zato je spremenjena formacija četa in šteje 130 pripadnikov. Četa deluje na območju Peči, ONGB Vest, to se pravi mednarodne brigade Vest. Ena izmed nalog slovenske vojske na misiji je tudi nadzor množice nemirov. To je v bistvu posebna policijska taktika, ki pa je do neke mere prilagojena delovanju vojaških enot na določenem območju. Nadzor množice nemirov je zelo kompleksna naloga, sestavljena iz posameznih taktičnih postopkov, ki se izražajo stopnjevanjem sile. Sila se stopnjuje sorazmerno s silo protestnikov oziroma skupin, ki povzročajo nemire in izvajajo nasilje. Jedro enote je formacija kordona, ki zapira in blokira ulice, potiska in razbija množico, poskuša usposobiti in zajeti nasilne demonstrante, prebija barikade in razžene protestnike, če so le-ti nasilni in ogrožajo življenje ljudi, premoženja ali kako drugače kršijo javni red in mir. V kordon vključujemo tudi bojna oklepna vozila, ki so prilagojena za to nalogo. Z stopnjevanjem protestov in nasilja smo uporabili vozila BOV kot zaščito pri osvajanju prostora pred množico. Pri odstranjevanju barikad smo uporabljali udarne skupine. Pri stopnjevanju sile imamo na razpolago več opcij, od psihološkega nastopa do uporabe gumijev, tonf, plina CS, gumijastih nabojev in pa na koncu tudi smrtonosne sile uporablja avtomatske orožje. Ekipa zbira oziroma dela neke nemire, takrat se pokliče nas, vojsko, ki pridemo na to področje, kjer že z samim pristopom pokažemo neko samozavest, da smo mi tam glavni, tako da se ti protestanti oziroma protestniki lahko nas bojijo, da vejo, da smo tam, da bomo naredili red. Vojak v kordonu mora izražati veliko odločnosti, samozavesti in mora biti usposobljen v uporabi prisilnih sredstev in pa postopkov za nadzor množice nemirov. Ščit vzamemo v roke, ga primemo v roko, tonfo vzamemo v drugo roko, smo v kordonu, se sklenemo skupaj, smo kot ena celota in se premikamo po ukazu naprej proti njim v koraku oziroma stopnjujemo silo. Glavnem jih odbijamo ali pa množico razbij, če se ukaže, tudi stečemo proti njim. Za misijo smo se odločili, ker je malo spoznavanje novega okolja, novih ljudi, kolektiv je v redu, še finančno stanje se malo poboljša.